Evropa nikoli več ne bo takšna, kot je bila. Se strinjate se? To teroristično dejanje, ki ga obsoja ves svet, zagotovo posega v trenutno evropsko realnost, prav tako pa tudi bo imelo posledice za prihodnost. Sam sem prepričan, da gre to za skrajn, povsem nesprejemljiv izraz oziroma reakcijo na neko stanje, ki se je določena skupina ljudi znašla. V Parizu je 100.000 ljudi, ki živijo v stiski, in tisti najbolj skrajni ekstremisti so tudi izza krinke islama naredili to teroristično dejanje. Tako da sam ocenjujem, da je pred Evropo veliki izziv, kako reševati te spore oziroma kako ljudem, ki se počutijo v stiski, osamljeni in tudi nemočni, najti rešitve. In tu so odgovori predvsem v dobrem delu, v novih delovnih mestih in pa v dobrem sodelovanju med različnimi ljudmi v Evropi. Nas skoro skrbeti, da se lahko kaj takega ponovi tudi v Sloveniji? Predvsem moramo biti senzibilni in zaznati, kaj je narobe v naši državi, da bo čim manj ljudi odrinjenih na rob, da bi jim prišle podobna ali pa upam, da bistveno manj radikalne oblike izraza nezadovoljstva na misel. Tudi danes imamo v Sloveniji kar precej ljudi, ki nimajo pravih pogojev za preživetje, se zatekajo kriminalu, raznim drugim dejanjem, ki so na nek način upor državi, in mislim, da je potrebno biti senzibilen, prepoznati nevarnosti in pravočasno te elementarne probleme reševati v osnovi in ljudem dati možnost za delo, za razvoj, za vključitev v družbo. Evropa bo najverjetneje po teh napadih še dodatno morala delati na varnosti. Delite to mnenje, kako varnostno po vašem mnenju? Ja, pokazalo se je, da praktično nihče od nas ni nikjer varen. Lahko si predmet napada ali pa slučajno na tistem napačnem mestu v napačnem trenutku. In zagotovo bo potrebno biti pozoren na te ekstremistične skupine, ki očitno obstajajo v marsikje v družbi. Kot sem že dejal, predvsem pa ne smemo narediti napake, da bi sedaj samo z radikalnimi varnostnimi, policijskimi, vojaškimi ukrepi reševali to problematiko. Treba je vzpostaviti normalen dialog med ljudmi, biti tudi pri svojem obnašanju na nek način dovzeten za probleme drugih, jih poskušati razumeti, predvsem pa reševati probleme v osnovi. In ključni problem Evrope je danes, kako mladim zagotoviti delo in dobro prihodnost v Evropi. Kdo je močnejši, Evropska unija ali islamska država? Islamska država je zelo nevarna država, to se več ne znam kaže. Doslej so se pokazali predvsem kot nevarni voščaki in pa tisti, ki izvažajo terorizem zunaj svojih meja, ki jih pravzaprav nimajo. In vsekakor je Evropska unija, ki jo sestavljajo države z bogato tradicijo, zgodovino, in verjamem, da bodo vrednote, ki so vrednote Evropske unije predvladale na temi, ko mi rečem, včasih barbarskimi vrednotami. Greva na Grčijo.